Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, zasedba Fat Horses, Urša Mihec, lep pozdrav. Lep pozdrav, dobro jutro. Preden se bomo začeli pogovarjati, je Helena zastavila neko predstavitev, ne, da tudi ti slišiš, koliko vas poznamo pravzaprav. Ja, ko smo jih prvič slišali, smo se spraševali, odkot pa so prileteli ti konji. Fat Horses so se medtem dodobra zasidrali v naših ušesih, tudi na domačih odrih in pa seveda radijskih logih. S svojim glasbenim razponom so se zelo preprosto profilirali med ljubitelje dobre muzike, veseli pa dejstvo, da njihova glasba nagovarja tudi s precej bolj resnim ozadjem in resne tematike. Med nenehnim iskanjem glasbene resnice in pravice so ostali zelo avtentični in avtohtoni, pravijo pa, da radi koketirajo s countryjem, pa dodajo še vse druge nivele glasbenih zvrsti. No, vsekakor bodo fantje priznali, da svojim vokalom daje bendu posebno noto pevka Urša Mihec, ki bo zagotovo odkrila v pogovoru danes, kaj je za skladbo Ti ne poznaš konjev, ki je bila dejansko festivalska in je skupini prinesla pravzaprav res dodatno slavo, če se temu lahko tako reče. No, glasbeni uredniki pravijo, da so drzni, da so izjemno kakovostni in da niso z muziko namenjeni samo ozkemu krogu poslušalcev, ampak je njihova muzika pri srcu vsakemu, ki ima rad glasbo. Dobrodošli na Radio SI Main Stage. Ja, Urša, glasba za tiste, ki vseeno štekajo, bi jaz tukaj dodal še, ne? Niste na prvo žogo, ne? Pa ste že kar dolgo v biznisu, ne? Ja, v bistvu imamo letos 10 let. Takrat sva začela z Juretom v leta 2013, tako da letos je posebna obletnica. Koliko je to strukturiranega dela, koliko se sedi za mezo, ne, z načrti, ne? Je? To je v bistvu še ena služba, tako še ena zaposlitev, ki ni samo med vikendi, torej kar se tiče koncertov, ampak predvsem je to vsakodnevno tudi kreativno delo, ne? Konstantno je treba razmišljati o novih skladbah, o tekstih, o aranžmajih, o glasbi. Treba je razmišljati o smislu in prodaje in lansiranja na trg. Tako ogromno enih stvari, no? Tako da ja, full time job. Družbena delitev dela je bil včasih termin, ne? Ja. Kako ste si vidva, recimo z Juretom, to razdelila? Nekako oba pristopata k tekstom, k glasbi, kako? V bistvu Jure je tako, on je res idejni vodja, je izjemen perfekcionist, tako da meni velikokrat tudi skratka mi ne pusti, da posegam v njegovo avtorsko delo, s čimer se strinjam, ker je izjemno kvalitetno in to zelo spoštujem. Tako da vem, če včasih nimam toliko dobre ideje, da bi jo Jure zagrabil. Sicer pa ja, ona piše skladbe, naredi osnutek, naredi demo, tako glasbeni kot besedilni, potem pa začneva to naprej razvijati. Pa se veliko pogovarjava o vsebini, kaj bi lahko še ta tekst recimo vseboval, na kaj se sklicuje, katero tematiko obravnava, zakaj je to dober ali pa zakaj ni to dober in to je to. In potem dava bendu to skladbo in jo potem skupaj zaranžiramo in naredimo. In še vsak nekaj potem lahko doda. Torej, v Brlogu se zberete ali kako? V Brlogu, ja, tako. V bistvu si s Čedahuči delimo en prostor, temu imenujemo ga Čedaplac, ki je v Logatcu in se zberemo, ja, in potem naredimo še aranžmaje. Pridni so, ne? Ja, če bi me nekdo vprašal, kako boš opisal Fat Horses, ne, Helena, na ulici, bi zagotovo pridni so bila ena izmed prvih treh. Ja, lepo. Ja, zagotovo pa ne prevažajo, se skočijo, ne? To je bilo fino, sicer. Čeprav do Dunaja in na Dunaj se včasih tudi šlo, skočijo. Ja, res se je šlo, ja. Tovor je bil pa vprašljiv, ne? Ja, tematika za nekaj drugega. Glasbeno ste se kar nekako, ne, selili malce od tega countryja v pop-rock rock, nekako zdaj bolj urbana muzika. Je to evolucija, je to razvoj? Evolucija, ja. Nekako? Kar evolucija. Pa veliko z Juretom spremljava neke čisto aktualne glasbene trende, pa se potem tudi malo usmerjava. Sicer pa čisto evolucijsko pride. Kakor smo zaštartali s slovenskim jezikom, smo se potem kar tudi glasbeno, se mi zdi, preoblikovali, pa šli avtomatično v nek bolj tak urban, indie, pop, rock žanr. Kar se mi zdi, da je kar fino. Smo pa vse še neke
take minimalne country elemente pustili, no, da vse še nekaj dodamo. No, ampak ne, pri sami produkciji se recimo sliši, tvoj glas je nekako povzdigen gor, ne rabiš se dret, bomo rekli, ne, sili, da prideš v spredje. Se pravi, tvoja vokalna linija je nekako upoštevana, ko se glasba ustvari in potem je vse ostalo nek podstat, ne? Tako, ja. Tukaj sem pa jaz bila vedno kar malo zoprna, zaradi tega, ker sem zmer želela, no, da se aranžmaji naredijo tako, kot se jih pač dela v popu, in to pomeni, da se, če imamo vokalno-inštrumentalno zasedbo, se mora na vokal prioritetno delati aranžmaje, tako da tukaj sva z Juretom zelo pozorna, da se tako naredi, ne. Drugače pa, kar se tiče produkcije pa miksa, pa smo tudi mariborski band. Marko je Kopanec, je naš mix inženir, on je tudi vodja idejni, z Juretom skupaj veliko pač snujeta ideje o tem, kako ne bi naš zvok deloval, tako da smo zelo prepleteni z Mariborom. Evo, še to, da omenim, Marko je res legenda, pa zaradi njega se mi zdi, smo tudi res zadovoljni, no, z našim zvokom. No, tudi do tega bomo seveda še prišli, ampak zanimivo, ne, Slovenija je tako mala, ne, če bi kak ameriški band rekel, da se pelje, ne vem, 150 km do producenta, bi rekli verjetno, da gre na vsakodnevno pot, ne? Verjetno, ja, malce v predmestje. Tako da ta naša geografska manjšina, ne, je vsekakor, smo kot na familija, ne, recimo, v Sloveniji, ne? Tako da te razdalje, seveda sploh pa v času korone, ko se je vse digitaliziralo, najbrž niso vplivali, ne? By the way, kako je bilo težko takrat v lockdownu? Ja, kar je bilo, ampak sva z Juretom se mi zdi kar nove skladbe napisala, recimo da še za novo leto je ena taka postkoronska malo trpeča skladba, ki je nastala, pa tudi kakšne druge z drugimi vsebinami, ne samo tako trpečimi, ne, življenje je raznoliko. Tako da se mi zdi, sva izkoristila ta čas, da sva se zaprla, pa da sva naredila material za to novo ploščo, ki jo zdaj delamo. Pa upam, da jo izdamo v jeseni. Držite pesti. Dobro, več o tem bomo seveda tu na nadaljevanju. Prva po izboru, tokrat je tuja, The War on Drugs. Ne vem, meni so oni krasni, pa se mi zdi, da so tudi malo naš zvok zaznamovali. En tak meni boljših bendov, pa Jure isto velik fan tega benda, tako da sem rekla, da morava predstaviti poslušalcem. Radia je si se zagotovo, ste jih tudi vi vrteli ali pa ne, se nima vize. Skratka, res so krasni s takim zvokom, ki bi ga jaz, bi ga tudi še malo bolj imela tudi v... Ampak sej Marko ve, tako da že dela na tem, da bomo čim bolj podobni. Ne, dobro, krasni so, ja. Prisluhnimo in potem nadaljujemo s pogovorom. Radio SI, Main Stage. Tako 8:46 minut, Urša Mihevci in zasedba Fat Horses. Tudi datumsko smo se nekaj časa usklajevali, ne? Ja. Tako pač je, službe so, razdalje in vse ostalo tudi. Omenila si že War on Drugs, slišali smo seveda tudi nekako in tudi priznala, da se seveda, če se glasba posluša, se včasih poskuša tudi, da ne bomo rekli poustvarjati, ampak mogoče inspirirati ali pa kakorkoli, ne? Da greš v korak s časom. Jedro skupine, kot si dejala, tvorite nekako ti in Jure. Kako pa je potem, ko je potrebno se odločiti za koncert in to ta neka organizacija, ne? Zdaj, člani zasedbe imajo tudi druge, igrajo kakšni drugi zasedbi, to imate kak Google kalendar ali kaj, kako se to recimo? V bistvu organizatorji mi sporočijo, jaz jim vedno rečem, če mi lahko sporočijo neke 3 okvirne termine, potem pa se lepo posvetujemo in izberemo tistega najustreznejšega, če se le da. Sicer pa stalno sodelujeva z bobnarjem Enosom Kuglarjem, z basistom Matejom Tekavčičem, doktor Matejom Tekavčičem, meni zelo všeč, ker je doktor fizike. Pa z Danielom Bogatajem, pa zdaj bomo tudi z Andražom Mazijem bolj aktivno sodelovali. Tako da imava nek spekter ljudi, skratka sporočiva datume in to je to. In potem se odločimo za tistega, ki je ustrezen in to je to. Koncerte smo vsi pogrešali, ne? Tudi ustvarjalci. Narediš skladbo, jo posnameš,
tisti feedback prihaja, ko si na odru, ne? Saj tudi Airplay da nek feedback, Ja. pa recimo kliki na YouTubeu, ne? Ampak tisto z odra rabiš to, ne? Kot ustvarjalec. Ja, to največ pomeni. To ti da tudi največ nekega zanosa in energije za naprej. In odkar smo začeli delati v slovenščini, no, je ta bistvena sprememba, ker kamorkoli gremo, znajo ljudje tekste na pamet. Tako da moj cilj je pa samo, da prijem na oder in rečem, izvolite, in odpojo cel koncert in se priklonim, mislim, ne, v njihovem imenu, krasni ste, nasvidenje. To bi bil no idealen scenarij, sicer pa ja, lepo je, no, ko znajo tekste, pa jim res veliko pomeni to, kar delamo, pa je to vedno, ne vem, tako nahranite osebnostno in duhovno. Lepo je. Vsak ima rad, da trud ni za manj, vsekakor, ne? Čeprav, ne, Helena, se mi zdi, da so Fat Horsi zasedba, ki jih tako na kak manjši oder lahko postaviš, mogoče malce bolj akustično intimno, ali pa na kak rockerski oder tudi, ne? Ja, vsekakor. Veseli smo, da so zelo dobro sprejeti tudi pri kolegih v prestolnici, ne? Tudi tam od Ištekanih in tako naprej. Ne? Tako da ja, res. Ja, Ištekani 30 se obetajo, ja. 8. junija, tako da sam so že toliko časa razprodane karte, bi povabila. Ne morem. Da mi povej, sama recimo, kak tak, ne vem, klubski koncert ali ta veliki odrski, je odvisno od razpoloženja, od letnega časa, morda poleti bolj na oder, po zimi bolj na kak klub ali kako? Tako nekako, ja. Ampak najbolj je odvisno, se mi zdi, od ljudi, to šele tam potem vidiš. Lahko nastopamo na ne vem kakšnem stageu, pa če so ljudje mrtvi, pa zares niso neki tvoji fani, je, tako se mi zdi, kar precej grozen. Potem že raje klubsko nastopaš, pa tudi če je ne toliko manj ljudi, pa imaš res koncert za ljudi in so s tabo in to je tisto, kar se mi zdi največ pomembno. Na podlagi tega ocenjujem potem. Ja, to je tisto, kot imajo glasbeniki, imaš festivalski nastop, Ja. kjer pridajo morda zaradi koga drugega, Tako. pa si tudi ti tam, ampak se Ja. lahko komu predstaviš, pa te spozna. Lahko. Ja, ampak je kar precej, taka zoperna izkušnja, še vedno je teže, kot če si pred svojo publiko, ne. Ko priješ in so navdušeni, začnejo s tabo izvajati skladbe, to je tisto najlepše. Ja, je pa tudi to nek svoj vrsten izziv. Ampak ja. Ja, festivali so recimo dokaz, da je glasba tudi posel, ne? Tako. Da pač del Vedno, tega ja. moraš sprejeti. Omenila si, da v zadnjem času, seveda smo slišali je veliko skladb v slovenščini, ste čisto zakopali angleščino, ki je bila nekako na začetku v ospredju, ali še pač bo, kar bo? Smo zakopali. Ja. S kakšnim razlogom? Val 202 nas je tok kregov. Pa menda ja, ne. Zdaj pa dovolj. Ne, ampak sem jim zelo hvaležna, ker se je vse spremenilo, odkar delamo v slovenščini in čist drug odziv publike je, če izvajaš angleške skladbe ali pa slovenske, pa nedolg časa nisva želela verjeti glasbenim urednikom Vala 202, da je to res, ko sva bila malo taka trmasta z Juretom. Ne, to pa ne. Bomo kar v angleščini, to se tako lepo sklada z glasbo. Potem pa ja, pa sva pa probala, sva pa videla to razliko in sem jim tako hvaležna res, tako da hvala Valu 202 res. Drugač pa zdaj, ne, mlad pa spremembe, pa zahodno dekle, pa ne, tak, če gre skozi vse te skladbe in tekste in če poslušaš, tudi ti ne poznaš konjev, ne, kot si dejala, kot nek družbeno kritičen komad. Ja, ampak zanimivo, za emo, ne? Ja. Takrat. Ne? Ja. Pa po mnenju žirije, če se ne motim, 3. mesto takrat. 3. smo bili, tako. Ja, ne, ker Ful nas je bilo strah, da bomo šli v finale. Jaz sem bila toliko živčna. Joj. Pa sem tako pogledovala k Zali pa Gašperju. Vidva morate iti. Ona dva sta pogledovala k nama. Tako, ne, vi morate iti. Se pravi, ne bi šla. Je bila takrat, bom rekel, Ema bolj kot priložnost za Ja, predstavitev, kot ja. promocija, ne pa ravno kot... Ja. pa so skoraj da vam prikrižali načrte. Glej. Joj. To bi bil kar velik izziv, to bi me kar malo zaskrbelo po zdravju našem, ampak hvala Bogu smo ostali na 3. mestu, častitljivem in tako je prav. Na Dobro, koncu je vse tako, kot mora Tako. biti. Ne? Ja. 3. mesto vključuje stopničke in kolajno, ne? Ni pa tistega glavnega spotlighta. Ne? No, ampak mi smo kar neko
Mislim, tako smo kar prebili takrat, ti ne poznaš konja, ker je tak kontroverzen komad, res je, ja. Lahko se sliši popolnoma banalen po eni strani, po drugi strani je pa meni tak antikapitalističen manifest. No, to sem ravno hotela reči, ne, kakšno je ozadje. Ja. Recimo, ne, ker še vedno je nekdo od zunaj, ki se sprašuje, pa kaj želijo s tem komadom dejansko povedati. Ja. V bistvu ti ne poznaš konjev, sva tako zasnovala vsebinsko, ti ne poznaš konjev v smislu konj kot simbol človeka, ki je ranljiv, ki je čuten, ki je empat, ki mu ni pomembna pot in cilj toliko, kot so mu pomembni ljudje. In to se mi zdi, da kapitalizem konstantno, je naravnan k temu, da to spregleda zaradi voljo cilja, ki je kapital. Tako da sva to skladbo želela s to skladbo nekako malo podrezati ljudi, ampak vprašanje, koliko ljudi je to zares tako razumeli. Glede na to, da ste se naprej razvili in dobili še več airplaya, zagotovo ni bila slaba ideja. Ja. Dobro, Urša, zdaj bomo slišali nekako prijatelje, družinske člane, če da huče, skupaj s posebnimi gosti. Ja. Tebe pa vabimo v studio ponovno čez dobrih 20 minut, da greš malce okusiti Main Stage, potem pa boš povedala, kakšen je občutek v naši dnevni sobi. Krasen je, lahko povem že zdaj, in če dohuči so pa naši dragi prijatelji in se imamo zelo, zelo radi in zelo lepo sodelujemo in jih zelo podpiramo, Fat Horses in tako. To je to. Prisluhnimo. Radio SI Main Stage. Sicer pa če se moramo kje zmeniti, kje bo zaključek, dati nek cue, se pogledamo, tako. Vsi v eno se pogledamo in to je to. 1, 2, 3 gremo. Tako, 3, 4 drugače zdaj. si pa, si pa ravno zapomniš, da in potem po koncu koncerta, aha, veš, to je bilo, pa to je bilo. Pa... Joj, nisem več taka. Sem pa bila grozna, Pa zelo sem bila živčna, če so se kakšne napake delale, zdaj so mi pa ratale zelo všeč. Tako da več, ko je te napak, boljš mi je. Bolje, ne vem, se mi zdi, da napake znajo tudi sprostiti. Stereotipno se zelo bojimo napak, meni so pa napake nek prostor za nekaj drugega in mi je ratalo to blazno všeč in zanimivo. Glasba je živa stvar, sploh ko se igra na odru in malce improvizacije je zmeraj potrebne. Sicer pa obstajajo zvočni zapisi, kjer se odigra tako, kot je predvideno. Live je pa live, in ima to svojo magijo. In lih iz teh tako imenovanih napak, ki po moje lih to niso, lahko nastane spet čisto ena nova, drugačna, inovativna zgodba in zato so mi všeč. Tako da več kot je napak, bolj sem zadovoljna. Ja, napake so priložnost. Tako, priložnost, Čakam te tukaj. Prej, ko je razlagala, kakšen je sedaj scenoslet, kaj ženska, sem se spomnila na tisto, sem bila nekoč zoprna, potem pa se jo sprašam, kdaj pa je moški prišel kam, če ženska ni bila zoprna? Res je, že od mame naprej nas opozarjate. Je to pravi izraz, opozarjate? Čisto dobronamerno. Opozarjanje. Opozarjanje, recimo, čeprav se bi dali tudi kakšno drugo besedo najditi, še bolj sočno, ampak opozarjanje je zelo diplomatsko lepo. Tako. Potem rečeš, Jure, a veš ali kako začneš? Jaz mu kar malo težim. Pa se mu opravičujem skozi. Tukaj je še prostor za izboljšave, sicer pa se izboljšujem skozi leta. Zoriš, pa nisi več potem toliko občutljiv na dobesedno detajle, to res ni nič kaj tazga. To pride z leti. Kako je rekel, včasih je Fran Levstik zapisal, to velja, da bi se zapomnilo. In tudi posneli smo, tako da bo Jure slišal in bo vedel, zakaj gre. Zelo lepo. Prej si dejala, seveda, ko smo dejala nastop v živo, pa snemanje. Za eno skladbo ponavadi koliko je tejko, koliko je tisto, da rečeš, nimam več kaj. Ali pač ravno zaradi teh napak rečeš, dajmo, da vidimo, da slišimo. Čisto odvisno od komada. Eni se kar usedajo, pa je to recimo Mlad, to je taka skladba, ki je kar nastala in smo jo v parih tekih posneli in je bila super.
Recimo, da še za novo leto je pa že malo bolj kompleksna skladba, smo pa kar nekaj nasnemavali, pa gor pa dol. V bistvu je na koncu Jure tist, kar reče, to je to. Mislim, da je tudi on tukaj dozorel v tej meri zadovoljstva na nek način, ne? Da ne pretirava, da ne rinemo kar nekam naprej, če ni treba, da obstaja neka meja in se jo držimo. Tako da ne pretiravamo več, ker smo pa včasih v nedogled nasnemavali, pa želeli izboljšati stvari. Zdaj smo pa tako postali bolj minimalistični. Očitno to pride z leti. Ja. A ne? Če poslušaš Beatle, najprej pa Beatle pol, ne? Tako. Je tudi lahko kar na easy. Povej mi, kar se tiče album, morda si nekako prihaja, nekako bolj ste EP, pa potem album bo, ne bo. Zdaj imate že, imate pa spremembe, pa imate Mlad, pa Zahodno dekle, pa Argentino in to, kako bo potem to z albumom? Ja, zdaj trenutno imamo 4 skladbe za ta nov album, tako da jaz upam, da ne bo EP, ampak da bo album, da bomo lahko še teh 3 oziroma 4 skladbe posneli, da bo nekako 8 skladb in bo celota in bomo imeli končno en LP, ne sam EP, torej dolgometražni album. Tako da počasi, ampak vztrajno in komadi so narejeni, sem še posneti treba, no. In potem digitalna izdaja, vinilka je tudi zdaj spet in vinili CD. So noro in že zdaj kar nekaj let, na par let pa so. Jaz bi rada imela vinile in še vedno CD-je, ker še zmer je pa neki 90s revival, še zmer tudi prihaja, tako da se mi zdi, da CD-je bo, pa kasete bo spet tudi prišle tako v popularno kulturo. Pa digitalna izdaja pa seveda, to pa je tako. No, glede na to, si rekla 90s, MTV nekako ni bil več tvoj oziroma vajen z Juretom, mogoče bolj YouTube, kje je bila tista zakladnica glasbe, kje sta črpala? Jaz sem še MTV gledala, in Jure. Ja, tudi še? Ja. Pa je pa YouTube prišel, sa ne že kjerga leta. Tam na prelomu 2000 ali neki tasga je YouTube prišel. Me je bilo čisto fascinantno, da lahko pogledaš karkoli si želiš. Neke video spote, pa imaš gor plate, jaz sem kar gledala, kaj je zdaj to, čez nek nov svet. Zdaj pa to vse samoumevno, tako kjer je nevredna razlika v bistvu obdobju 2 desetletij, ne. Tako da, sva še MTV. Jaz sem rojena v 90-ih, v začetku 90-ih, Jure je letnik 88, tako da sva nekako, čeprav MTV je šel potem po času za to, ne, ampak sva še ta generacija nekako sva ujela za rap, no. No in potem so nekako logično, posledično tudi video spoti tisti, se ti zdijo kot dodatek, kot dodaten point ali kot tisto nujno zlo ali kako? Ne, je dodaten point, pa tudi glasba ni samo umetnost zvoka, je tudi umetnost vizualnega in zakaj ne bi združevali več umetnosti, če lahko, in video spoti so lahko še en krasen dodatek k temu, da glasba kot umetnost dobi še neko drugo pozicijo, nek drug pomen in se mi zdi to neka taka krasna simbioza, ki je tudi, pop kulturo tako razvila, no, se mi zdi zelo, zelo v redu. Ja, svet je postal vizualni in širokopasovni internet je vse dodal. Ja. Dobro, malce glasbenega premora, The Killers in Fire in Bone. Ja, všeč mi je v bistvu ta tekst, pa sploh Killersi so mi s to plato bili krasni, kar so zdali. Ta tekst je pa, mislim, da ima svetopisanski motiv, prilika o izgubljenem sinu, in mi je všeč, tukaj najdem nek tak odnos med mano pa med Juretom. Ful se tako najdem, ker mu znam kaj težiti, pa me zmer sprejme nazaj. In mi je bil ta tekst tako nek tak odraz tega najnega odnosa. Še vedno me sprejme odprtih rok, pa tudi jaz ne glede na to, kaj se zgodi. Dobro, prisluhnimo in poskušamo razumeti. Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage čez dobre pa ure, Fat Horses na odru, do takrat te bomo še kaj vprašali, ne Helena, ponavadi si najdemo enih par, ti bo Helena razložila, kako to gre. Ne? Ja, v bistvu zelo preprosto igrico se igramo, par vprašanj za gostjo ali gosta, prva asociacija pa je vedno najboljša in verjetno tudi najbolj iskrena. Velja, vprašajte. Tvoj jutranji ritual? Tvoj jutranji ritual? Ja, vem, ful se tako najdem, ker, ful se tako najdem, ker, mislim, ful se tako najdem, ker, 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 ful se tako najd
čim prej se zrihtati, pa iti v službo. Tako v 10 minutah. To je to. Če pogledaš ven in nimaš obveznosti na takšen deževen dan, kaj Urša počne? Spi. Samo to? Spi. Romantik ali realist? Nekaj vmes. Najljubša aktivnost v prostem času? Plezanje. A, ko greš na dopust, greš kam? V hribe, če se le da. Knjiga, ki bi nam jo priporočila v branje? Ojoj, knjiga, ki bi vam jo priporočila v branje, zdaj moram pa prav pomisliti. Čakajte, to pa rabi malo, to je pa kar delikatno vprašanje. Ne vem, biografija od Gandija, evo, mi je bilo zelo všeč. Razvijaš fotografije? Če razvijam? Ja, za klasične albume. Če jih sprintaš, recimo. Ja, jih. Ampak ne redno, ampak jih, kam me prime. Poleg glasbene izraznosti te odlikuje še kakšna druga? Emocionalna, evo. Če bi se danes na ulici srečala kot 15-letnico, kaj bi si svetovala? Da se ne sekirati, ker nima veze. To je to. Hvala lepa. Hvala te. Ja, vse sklada s tem, kar smo slišali v skladbah, ne? Ja. Bom rekel. Ampak zdaj, ker sva že nekako tudi začela z evolucijo, ne? Če imamo, ne vem, Sinner, ne? Pa pol spremembe, pa mlad, ne? A je potem modrost ali kaj sledi, ne? Tako, če gremo, ne? Še v globje, Je še nekaj do še v globje, modrosti. neke take psihoanalitične tematike nas čakajo v naslednjih skladbah, pa take prepovedane, pa nerealizirane ljubezni, to mi je tudi ena taka zanimiva tema. To pa poglobitev v neka duševna stanja. Ja, zmeraj pravijo, da je nekako tekst osebno izpoveden, pa tudi če je fikcijski, ne? Ja. Zdaj vidva si z Juretom tekste delita. V bistvu Jure je večinski avtor tekstov, jaz, kadar mi dovoli, lahko kaj dodam. Sicer pa piševa čist iz svojega življenja. To so čist take avtobiografske izpovedi. Čist, ja, tako kot si rekel. Recimo, kako do lastne nepremičnine za inspiracijo, ne? V vajni generaciji, recimo, ne? Pa Starši. obrestne mere Ja. in to, ne? V bistvu je praktično nemogoče, čeprav imamo vsi, mislim, Jure in jaz sva oba magistrirala, ampak seveda brez pomoči naših prednikov bi bilo izjemno težko in ne morem si predstavljati, kako bi bilo brez njih. No. To so pa le generacije v 60-ih, ki so prejeli te nepremičnine. Zdaj za naše generacije je pa to kar malo katastrofično. No. Ampak ja, mi dva mava to srečo. Ampak verjamem pa, da marsikdo nima, pa mi je zelo hudo. Ja, in se ta medgeneracijska solidarnost kaže malce drugače, ne? Vse, ja. Ampak dobro, kot umetnika, glasbenika, kot smo se že pogovarjali, se te seveda dotakne vse, kar se v okolju spreminja. Inspiracija potem pride, ne? Ponavadi je inspiracija stvar trenutka, ne? Je kakšna beležka zmeraj v torbici ali pri Juretu v žepu ali kako? Ja, Jure ima eno tako, ker je arhitekt, ima eno tako zelo lepo črno beležko, pa vedno ima parkarja in potem si tako beleži. Pa bolj, kad so kakšne stvari težke, več inspiracije ima. Tako da pa samo mora se zgoditi življenje, pa je. No, ampak mogoče, ko se pa poleti na morju malce odklopiš, ne? Ja. Je pa druga inspiracija, takrat pa slavimo recimo življenje, Takrat ne? pa recimo nastane skladba Mlad, ne, ki je hvalnica, neka taka spet metaforična mladosti, pa še kaj tazga. Ja, ampak ga kar spodbujam, da greva tudi v to smer raziskovanja tega lepega v življenju, ne samo enih takih turobnih tem. No. Čeprav jih imam to ful rada, rajkat te vesele. Dobro, življenje je takšno, seveda, če se sprašuješ in razvijaš in evolucija je bila omenjena, je to nekako logično, posledično, ampak da zdaj le preideva k tistim, s katerimi se imamo lepo. Rudi Bučar je nekdo, s katerim boste sodelovali? Ja, v bistvu smo v dogovarjanju, tako da ga moram spet kaj poklicati, oziroma ga pozdravljam, če posluša zdaj le Radio SI. Ja, Jure v bistvu pripravlja eno skladbo, tako da upam, da bo šlo čez in da bomo imeli en duet, pa na predstavitvi plate se pa zagotovo pojavi. Dobro, no do takrat pa tudi glasbeni zbor, no? Rudi in Istra Band. Ja, mislim, da sem dala Gremo naprej. A sem dala? Ne. Ne, kaj Ja? pa sem že dala? Kaj si Ja, dala? tu smo tisti ljudje, Tako. ki pojemo in plešemo. Ja. Ja, to je pa
tisto lepo, kar nas združuje, pa zaradi česar imamo glasbo tako radi, ker nas spremeni tudi v take vesele ljudi. Vesele. Ne samo tožne, tudi vesele. In tisto, kar šteje. Ne? Tako. Dobro, prisluhnimo, potem pa še z enim sklopom napovemo, kaj nas danes čaka na main stage. Odlično. Radio SI Main Stage. In gledamo naprej za pol ure, oziroma zdaj še kakšne 3 minute manj. Kaj nas čaka na main stageu? Kaj lahko poveš? No? Čaka nas ena nova skladba, ki jo izdajamo, Nic te bojen naslov. Odigrali bomo Mlad, da je še za novo leto, torej v bistvu to, kar imamo zdaj pripravljeno za novo ploščo, pa še nekaj iz prejšnje plošče. Jaz si ne bo, pa spremembe. Zahodno dekle, tako. Pred kamero nekako še tisti ostanek korone, ne, ko ste se nekako snemali in to. Feedback je drug, ne, je kot snemanje videospota po eni strani, po drugi strani pa ni. Ne. Gledaš v to lečo in vidiš koga, vidiš kaj, vidiš ljudi, kako? Ponavadi kar nekaj razmišljam, kar nekaj. Ful mi je zanimivo to, kako možgani funkcionirajo, ker se mi zdi, da so malo pod pritiskom, ker imaš neke take disociacijske faze in ja, gledam v lečo in razmišljam, ne vem, kdaj grem spat. Kar nekaj. No sej. Ali pa tako razmišljamo, ne vem, moji sodelavki, kako je zdaj, a sem fajn, ali me tako nekaj zaskrbi, a je vse v redu, pa kar take stvari, taki banalizmi. Ampak tako se mi zdi, se možgani zaščitijo pred kakšnim takim nevarnim razmišljanjem, ja, kaj pa zdaj. Tako, veliko oko me gleda, ne. Tako da, ja. Ampak čas mineva, ne. V prihodnje kakšni koncerti, verjetno tudi v maju? Ja. V maju imamo zdaj 2 koncerta v eni taki lušni lokaciji, Black Box Studio v Ljubljani, 19. pa 20. maj, trio akustika. V trio bomo igrali z Andražem Mazijem, potem imamo festival Arsano na Ptuju, pa še nekaj imamo, če se ne motim. Potem so pa že, ja, Ištekanje Križanke, 8. junij, potem pa ja, poletni koncerti. In pa delo na albumu, ne? Predvsem delo na albumu, tako, to je pa prioritetno, ja, tako. Dobro. Ja. Helena, jaz mislim, da sva Uršo do dobra izprašala, nekaj glasu in še morava pustiti za koncert. Predvsem to, ja. Še 25 minut. Odlično. Se veselimo. Ja, mi se tudi ful veselimo, ful bo lepo. Tako da hvala za obisk. Ja, hvala vam pa za to lepa poglobljena vprašanja. Hvala Helena, hvala Borut. Krasno. Z veseljem vedno. Hvala, da si bila iskrena, da si povedala. Ne, zdaj pa od 10 in 15 naprej pa bomo še poslušali, kaj so še ostali kaj pripravili. Tako. Hvala. Radio SI Main Stage.